Lepo pozdravljeni, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Od 1. maja leta 2004 je slovenščina eden od uradnih jezikov v Evropski uniji in tako tudi popolnoma enakovredna vsem ostalim v tej veliki evropski družini. Torej, več kot dovolj razlogov, da se ji takole na vsake toliko časa posvetimo tudi mi na televiziji Vaš kanal in sicer oddaji Moja slovenščina, ki bo na sporedu vsakih 14 dni. V njej bomo dajali različne jezikovne namige, tako slogovne kot tudi slovnične, pravopisne, tudi pravorečne, govorili o zanimivih besedah in razkrivali jezik mladih, predvsem slengovske izraze seveda, in vas vsakič povabili tudi v tako imenovani klub Knjigobub. Tako bomo na nek način širili bralni virus in morda bo tudi zato vse več bralcev med nami. Slovenščina je namreč živ jezik, kar pomeni, da se nenehno spreminja in da morda tisto, kar je še veljalo pred 10 ali 20 leti, danes preprosto ne drži več. Marsikaj se je spremenilo tudi na področju jezikovnega bontona in tudi te novosti bomo seveda spremljali. Naj bo torej ta oddaja možnost in priložnost za nova znanja, pa tudi spoznanja. Znanja zato, ker verjamem, da boste izvedeli tudi kaj novega, ker, kot sem rekla, se je marsikaj v desetletjih spremenilo in so pravila danes drugačna. Spoznanja pa zato, ker boste morda včasih dobili samo potrditev, da delate prav, da pišete, govorite pravilno, kar pa je tudi seveda še kako pomembno, saj vemo, dokler ničesar ne vem, se sploh ne zavedam, da karkoli delam, v našem primeru pišem, govorim narobe. Torej, mislim, da imamo res več kot dovolj razlogov, da se podamo na tole mini jezikovno popotovanje. V prvi oddaji bomo v rubriki Jezikovni namig pogledali nekaj značilnosti in zanimivosti o imenu in priimku. Ko so delali strokovnjaki analizo o tem, kaj človeku pomeni njegovo ime, so prišli do zanimivega spoznanja oziroma ugotovitve, in sicer, da je vsakemu posamezniku njegovo ime izjemno pomembno in da smo torej na svoje imena ljudje zelo, zelo občutljivi. Torej, toliko večja odgovornost za vse, ki ljudi nagovarjamo, ki torej pišemo različna imena in priimke, da je to seveda ne čim bolj pravilno, ampak povsem pravilno. Torej, zanimivo je morda že to, da je ime izjemno pomembno, morda celo bolj kot priimek, o čemer govori že zgodovina, saj tja do 8. stoletja in časa Karantanije priimkov sploh še ni bilo. Torej so imeli ljudje samo imena. Verjetno se spomnite tudi Prešernovega Valhuna ali pa Kajtimara. No in šele kasneje potem dodajo priimek, zato torej tudi ta beseda, priimek, tisto, kar je pri imenu. In priimki so seveda bili različni, dajali so jih glede na to, v kakšnem okolju, geografskem so ljudje živeli, pa tudi po nekih značilnostih, ne samo iz okolja in torej naravnih pojavov, ampak tudi po osebnih značilnostih, torej karakteristikah posameznikov. In tako imamo danes seveda zelo različne priimke, pa tudi zelo različna imena. No, v Sloveniji imamo seveda tudi zakon, ki predpisuje neka določila prav na področju osebnih imen in tudi priimkov. Tudi to se je spremenilo in je danes drugače, kot je bilo še mnogo let nazaj. In če danes pokukate v aktualni, torej veljavni zakon o osebnih imenih, boste lahko prebrali, da ima lahko vsak posameznik največ 4 besedne enote. Torej, da je lahko sestavljena ta besedna zveza iz največ 4 enot oziroma delov. Lahko sta torej 2 imeni, pa 2 priimka in tudi zakon dovoljuje, da se sami odločite, recimo, če se poročite, lahko obdržite torej ženska in seveda tudi moški, danes velja popolna enakopravnost, samo svoj priimek, lahko dodate torej partnerjev priimek in tudi za vrstni red vas, zanimivo, kaj ne, vprašajo. Torej lahko samo pridate k svojemu prvotnemu priimku ta dodani, lahko zamenjate vrstni red, predvsem pa je pomembno, da je torej ta omejitev teh 4 enot in da je to potem tudi vaše uradno predstavljanje. Torej, če pogledamo naprej, kaj vse je značilno za priimek. Torej,
Zanimivo je že to, da smo ljudje zelo površni, že pri vrstnem redu. Torej, kot sem rekla, najprej ime in potem priimek in ne obratno. Poglejte, zelo nenavadno bi bilo slišati, verjetno, če bi neko znano osebo, ki jo bolj ali manj vsi poznamo, poimenovali obratno, če bi jo napovedali ali pa napisali najprej priimek in potem ime. Recimo Godec Alenka, Jackson Michael, Košir Jure, Plestenjak Jan, saj nam prav nenavadno zveni. Nekako smo navajeni na to, vsaj pri teh znanih osebah, torej najprej ime in potem priimek. In tudi prav je seveda tako. No, imamo eno izjemo in sicer so to abecedni seznami, seveda, kjer zaradi neke lažje preglednosti, seveda je najprej priimek in potem ime, pa še v tem primeru mora biti vmes vejica, ampak o vejici več v eni izmed naslednjih oddaj. No in zanimivo, ko boste šli recimo v šolo na govorilne ure ali na roditeljski sestanek, skratka, ko boste lahko pokukali v redovalnico, kar poglejte, kako piše ime in priimek pri vsakem imenu in priimku, in tisti, ki ste hodili v šolo ali pa imeli otroke 10, 15, 20 let nazaj, ste videli, da je bilo to ravno obratno. Se pravi, danes ime in potem priimek, in če je seveda imen več in priimkov več, recimo 2 imeni in 2 priimka, še vedno seveda velja ta isti vrstni red. No, kot sem že rekla, je izjemno pomembno, da smo pri tem natančni. Kajti včasih, ko so v matične knjige vpisovali imena in priimke ročno, je bilo zmede veliko in prihajalo je do tega, da so znotraj ene družine se ljudje pisali različno. Da se je recimo stara mama oziroma da so se stari starši pisali naprimer Pita Mic in 2-3 generacije kasneje Pita Nic, torej MN, ker je prišlo pač do tega površnega zapisovanja. No, verjamem, da danes informacijska tehnologija tega več ne dopušča in da tovrstnih napak seveda ni več. Lahko pa pogledamo nekaj takih primerov, ki sem jih izpisala. Kaj ti poglejte, ko recimo pišete dopis in ko napišete v glavo dopisa, torej tudi glavo naslovnika, je že tukaj zelo pomembno, da napišete prav. Kaj ti tudi to, ta dopis, ki ga bo v roke ta naslovnik prijel, je del prvega vtisa, ki si ga bo ustvaril v vas. In če boste recimo pisali ženski, ki je ime Leja, vendar ima ona v svojem imenu tudi črko J, vi pa boste zapisali brez, to pomeni na neko nespoštovanje oziroma, da se niste dobro na to pripravili, na to pisanje. Skratka, si že ustvarja lahko ta oseba morda negativen prvi vtis o vas. Torej, če ima ta oseba Leja J v svojem imenu, potem ga je treba tudi zapisati. Pri govorjeni obliki, torej pri pravorečju, se seveda to ne opazi, ne pozna, kajti glede na to, da sta pri L, E, A 2 samoglasnika skupaj, seveda izgovorimo, uporabljamo zaradi lažje izgovorjave tudi to črko je vmes in v bistvu se pri izgovorjavi te razlike ne vidi, enako geja, teja, pija recimo in tako naprej. Poglejmo drugi ženski primer, recimo beseda Ksenija. Imamo osebe, ki so Ksenije in Ksenije, torej s tem samoglasnikom iše vmes. In torej tudi to je zelo pomembno. Poglejte to zanimivost. Beseda Franc. Lahko je neka oseba. Franc, lahko je France, lahko je Franci, lahko je Francel, lahko je Frank. In prav iz tega, ali že v imenovalniški obliki postavimo pravo obliko, prav zapišemo oziroma izgovorimo, potem izhaja tudi naprej, se pravi vse ostale sklonske oblike. Če je nekdo Franc, potem Franca ni bilo na sestanek, če je Frank, Franka ni bilo na sestanek, če je Francel, potem Francelna ni bilo na sestanek, če je Franci, imamo podaljšavo z J in Francija ni bilo na sestanek in tako naprej. Se pravi, še kako pomembno, da res tako ime kot priimek zapišemo pravilno. Morda še en tak res mini namig. Zelo dobro je, da ko se odločamo o imenih, ki jih dajemo svojim otrokom, po zakonu o osebnih imenih smo seveda starši tisti, ki damo ime svojemu otroku. Kot veste pa lahko, ko je polnoleten, to tudi spremeni. Edini pogoj je, da pač oseba ni v nekem kazenskem postopku, da ni pravnomočno obsojena tudi.
In v tem primeru lahko seveda spreminjamo imena in tako imamo danes tudi v Sloveniji različne kombinacije imen in priimkov. No, ampak to sem želela reči, da je zelo pomembno, da ko razmišljamo o tem, kako bomo dali svojemu otroku ime, da smo pripravljeni tudi, bom rekla, na nek način na možne posledice, ne? Ker že otroci v vrtcu, pa tudi že prej, potem iz imen lahko naredijo eno čudno spakedranščino, pa tudi, če so naši priimki nenavadni in potem, če damo morda še neko nenavadno ime zraven, lahko pride ven še bolj nenavadna, se pravi nenavadna kombinacija na kvadrat, lahko rečem. V mislih imam, recimo, če je deklica živa, samo po sebi nič nenavadnega, zelo pogosto in priljubljeno žensko ime, ampak če se ta družina piše Groza in tudi ta deklica Groza, potem je morda lahko kombinacija že nenavadna, torej živa groza, živa zver in tako naprej. Skratka, pomembno je, da se tudi tega lotimo premišljeno. Morda pokažem še na enem primeru, zakaj je res pomembno, da poznamo to pravilo, torej najprej ime in potem priimek, torej pravi vrstni red. Poglejte, glede na to, da sem rekla, da imamo danes ljudje nenavadna imena, pa tudi priimke, morda sicer, če ne bi poznali tega pravila, niti ne bi vedeli, kaj je ime in kaj je priimek. In ko sklanjamo, lahko pride do zapletov, predvsem, kadar imamo žensko ime zraven. Torej, če pogledamo primer Štefan David, lahko, če bi bilo to razdruženo napisano, bi rekli, da gre za dve osebni imeni. Če pa poznamo pravilo najprej ime in potem priimek, bomo vedeli, da je torej to gospod, ki mu je ime Štefan in se piše David. In je torej ta vrstni red pravilen. Recimo naslednji primer, če pogledamo to. Če pogledamo razdruženo, bi lahko rekli, da gre za dve imeni, Ivan in David, ali pa če še malo bolj zapletemo. Takole. Lahko rečemo, da gre za dve imeni, Ivan Zoran, ali pa takole, poglejte. Ivan in Zoran, vendar, če Janko in Zoran, vendar, če vemo, da je to ime in to priimek, potem je Janko Zoran in je torej naglas na drugem samoglasniku. Če je obratno, potem je to verjetno Zoran Janko in je torej Janko priimek. Torej, teh možnosti je zares veliko, zato je res osnovno pravilo, da vemo, da je najprej ime in potem priimek. Takole sem vam nanizala nekaj značilnosti, zanimivosti imena in priimka v tej naši prvi rubriki, torej rubriki Jezikovni namig. V vsaki oddaji bomo v rubriki Zanimive besede razkrivali res zanimive besede in sicer jih bomo poiskali v Slovenskem etimološkem slovarju. No in tako že zdajle najprej beseda dijak oziroma dijakinja, glede na to, da je šele en mesec letošnjega šolskega leta za nami, je seveda to še kako aktualno. Torej, zanimivo je to, da je ta beseda prevzeta, izposojena iz grščine diakonos, kar je pomenilo strežnik oziroma služabnik. No in izhodiščni pomen besede dijak, dijakinja, je torej bil strežnik pri maši, ministrant. In ta se je potem kasneje razvil v besedo srednješolec, kar so gojenci šole, ki so se pripravljali na duhovniški poklic, lahko torej tudi ministrirali. In tako imamo danes dijake in dijakinje. Naslednja beseda pa je za sladkosnede. Zelo pogosta beseda, to je bonbon, ki se žal uporablja pogosto tudi narobe, celo zapisano vidimo narobe tudi v različnih oglasih, tudi na vrečkah bonbonov celo. Poglejte, beseda bonbon je prevzeta iz francoščine bonbon ali pa naprej bombonjera, torej kjer je več bonbonov, in to je v otroškem jeziku nastalo iz francoščine bonbon, kar pomeni dober, dober, in v otroški govorici, kjer gre za ponavljanje besed, torej bonbon, dobro, dobro, in tako imamo danes torej ta naš okusni bonbon. Napaka, ki je zelo pogosta tudi v zapisanem jeziku, pa je ta, da se namesto prve črke N piše M, torej bonbon, kar seveda ni pravilno. A vas morda zanima še, kako je nastalo
ime zemljepisnega naselbinskega imena Mirna Peč. No, saj razlag je menda več, ampak ena od njih pravi, da je bilo takole. Ko so se nekega zimskega večera igrali otroci pri župniku, torej v njegovi hiši, bili so ob peči in so se prerivali, razposajeno hihitali, zabavali, smejali, bili zelo glasni in menda jih je župnik pomiril tako, da je rekel, a bože, mirna peč, ali ne? In tako je ena od razlag tista, ki pravi, da je na ta način nastalo zemljepisno naselbinsko ime Mirna Peč. O tem, ali se piše oboje z veliko začetnico in zakaj, pa v eni izmed naslednjih oddaj. Mozaik z naslovom Moja slovenščina bomo vsakih 14 dni dodali še en pomemben kamenček, to je rubrika Razkrivamo jezik mladih. Dober dan. Hoj. Kaj pa delaš? SMS-jam. SMS-jaš? Zanimivo. Kaj pa to pomeni SMS-jam? SMS-am? Pošiljam sporočila preko telefona. Fino. Kdo bo pa račun plačal? Kaj pa to pišeš? To mi moraš pa skoraj prevesti, sej prav ničesar ne razumem. A mi lahko, prosim, kaj razložiš, OMG, pa kar U, pa številka 3, pa T, Y, T? Počas. U3, bere se skupaj kot U3, okrajšava je. Fino, potem je malce cenejši ta SMS. Vidim, da se boš mogla še zelo veliko besed naučiti. Se strinjate z mano? No, BRB pomeni Be Right Back po angleško in uporabljamo na internetu in Facebooku in pa SMS sporočilih, pač napišemo kratice BRB, kar pomeni takoj bom nazaj. Če gremo naprimer na WC se preobleči ali pa kamorkoli za krajši čas, da se ne poslavljamo na veliko. In sogovornik oziroma tisti, ki se z nami pogovarja, nam nazaj napiše TYT, kar pomeni Take Your Time. Vzemi si čas in ne hiti. Ko se pa poslavljamo, pa večinokrat napišemo LY, kar pomeni love you po angleško in v slovenščini rad te imam oziroma ljubim te. To pa največkrat napišemo prijateljem in fantom in sorodnikom in mamicam in očjem. V rubriki Klub knjigobub pa bomo nizali na knjižno polico zanimive knjige, s katerimi vas bomo poskušali navdušiti, skratka širiti bralni virus. Knjige bodo seveda različne, za različne okuse. Včasih kdo pravi, povej mi, kaj bereš in povem ti, kdo si. No in v prvi oddaji predstavljam posebno knjigo. Posebno knjigo zato, ker je to na nek način življenjski delovni zvezek. To je moja žepna srečna knjiga. Knjiga, ki res ni kar tako, kajti vanjo lahko pišete, rišete, barvate, zapisujete svoje kratkoročne in dolgoročne cilje, razmišljate o svojem življenju, o tem, kaj si želite postati, o svojem poklicnem razvoju, izobrazbi, znanju, svojih vrednotah, berete in zapisujete različne misli, citate, razmišljate o osebnostni rasti in s tem tudi še kako seveda prav sami osebnostno rastete. Vmes je tudi kar nekaj zanimivih zgodbic napisanih, pa misli in krajših citatov, tako da res knjiga, ki je za vsak žep in morda bo našla mesto tudi pri vas. Da vas še malo bolj navdušim, bi pribrala eno zgodbico. Vsaka zgodba ima seveda izjemno pomemben nauk, ima izjemno pomembno sporočilno vrednost in tudi tale je takšna. Naslov je, Ko bi se ljudje znali spoštovati tako kot gosi. Prejšnjo jesen ste videli jato gosi, ki je letela proti jugu v obliki črke V. Premišljevali ste, ali so znanstveniki že ugotovili, zakaj tako leti. Ko ptica za krili ustvari vzgonski veter in ta ptici za njo olajša letenje.
Ptice, ki letijo v jati v obliki črke V, letijo za 71% hitreje, kot če bi letele vsaka zase. Ljudje, ki jih žene skupen cilj, veže skupna pripadnost in medsebojno zaupanje, uresničijo svoj cilj hitreje in enostavnejše. Ko gos nekoliko zaostane, začuti močan upor vetra, saj ptica pred njo ne daje več zavetja. Zato se hitro spet enostavno priključi jati. Če bi se ljudje vsaj malo zgledovali po goseh, bi ostali skupaj, ne glede na to, ali vodijo ali sledijo drugim. Raje bi sprejemali pomoč in tudi sami raje pomagali drugim. Ko se gos utrudi, spusti naprej močnejše gosi. Pri zahtevnejših opravilih je pametno, da si medsebojno pomagamo. Tako ljudje kot gosi smo odvisni drug od drugega. Gosi na koncu jate glasno spodbujajo gosi pred seboj, da ohranjajo tempo. Tudi ljudje bi se morali bolj zavedati pomembnosti spodbude. In končno, ko bolna ali ranjena gos omaga, jo pospremita iz jate 2 gosi. Z njo ostaneta, dokler ne ozdravi in vnovič zleti ali pogine. Šele takrat odletita in pohitita k svoji jati ali pa se pridružita kakšni drugi. Če bi se ljudje vsaj malo zgledovali po goseh, bi si pomagali tako v dobrih kot slabih časih, je zapisal Milton Olson. No in spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ravno ta knjiga, torej Moja žepna srečna knjiga, ki jaz pravim tudi moja srečna srčna knjiga, je nagrada za tistega, ki bo pravilno odgovoril na naše prvo vprašanje, torej vprašanje v prvi oddaji Moja slovenščina. In sicer nas zanima, od kdaj je slovenščina popolnoma enakovreden in s tem seveda tudi uraden jezik vsem ostalim v Evropski uniji. Odgovore nam pošljite na naš naslov, torej televizija Vaš kanal, Podbevškova 12, 8000 Novo mesto, s pripisom za oddaja Moja slovenščina, zraven še številko 1 dodajte, in sicer do 3. oktobra 2012. In med vsemi prispelimi dopisnicami bomo izžrebali eno in tako bo tisti, ki bo na njej zapisan, torej prejel Mojo žepno srečno knjigo, ki jo podarja Mladinska knjiga, knjigarna in papirnica iz Novega mesta. Srečni izžrebanec ali srečna izžrebanka, nagrajenec, nagrajenka, torej tista, ki bo dobila mojo žepno srečno knjigo, bo to izvedel oziroma izvedela prek video strani vašega kanala, in sicer na video straneh se bo pojavilo to ime in pa tudi obveščeni boste tudi seveda z osebno pošto, ime pa bo objavljeno tudi v vašem mesečniku. Tako, hvala lepa spoštovane in spoštovani, ker ste se sprehodili z mano skozi oddajo Moja slovenščina v organizaciji vašega kanala. V tej prvi oddaji ste lahko izvedeli nekaj več o imenu in priimku, pa tudi o nastanku nekaterih zanimivih besed, recimo tokrat smo se lotili besed dijak, dijakinja, bonbon in pa potem tudi zemljepisnega naselbinskega imena Mirna peč. No, dali smo se malo tudi podučiti o slengovskih izrazih, ki jih uporabljajo mladi, tako da bomo na ta način lahko sestavili tudi slengovski slovarček. Izvedeli tudi, kako lahko berete in uporabljate mojo žepno srečno knjigo in preostalo nam je samo še toliko časa, da oddajo Moja slovenščina zaključimo z biserčkom, ki pa spet skriva v sebi izjemno sporočilno vrednost. In sicer je Eleanor Roosevelt, žena 32. predsednika Združenih držav Amerike, ki je bila velika borka za človekove pravice, tudi posebej za pravice žensk, rekla: prihodnost pripada tistim, ki verjamejo v lepoto svojih sanj. Zato vam, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, želim čim več pogumnih, smelih torej in pa neskončno lepih sanj. Nasvidenje do prihodnjič.